Lepo pozdravljeni. Začnimo z našimi vprašanji in odgovori. Tu je Ana iz Izraela in sprašuje, dejstvo, da sedaj študiramo skupaj, ali na ta način ustvarimo intenco in da zato potrebujemo v naši virtualni realiteti, da ustvarimo okolje, ki bo naredilo to intenco, ki bo ustvarilo to. Dejstvo, da sedaj študiramo, torej na začetku lekcije, ali preko tega ustvarimo intenco, ali zato, da bi pridobili intenco, moramo ustvariti takšno virtualno okolje. Torej, vedno je na vas, kako vidite okolje. Moše in Amit sta ravno razložila na zelo dober način v poslednji lekciji, torej v 10. lekciji, ko sta govorila o razliki med delavnico in konverzacijo med prijatelji. Da se to samo na vas je, kako vi to definirate. Torej, če vidite sedaj Facebook skupino ali študentsko okolje virtualne lekcije kot tisto okolje, kot pravo okolje, v kateri boste odkrili duhovnost in realizirali razodetje stvarnika, potem je to vaše pravo okolje. Torej, verjeti v to, dati pomembnost, resnično pomembnost temu, videti kot tisto najpomembnejše. In dejansko je odgovor, da. Torej, študiramo skupaj in preko tega ustvarimo intenco, kajti kaj želimo, kakšna je naša namera, ki jo hočemo doseči preko študija in lekcije. Z to intenco, ko hočemo biti skupaj in ko se hočemo povezati in ko hočemo, da vsak od nas doseže duhovni dosežek. Čeprav znotraj nas tega ne želimo tako zelo mnogo in bi želeli recimo jaz in stvarnik, edine dva, pa mogoče še Rav Lightman. Vendar kljub temu moramo iti preko tega. Kljub temu, da tega morda ne želimo, imamo to intenco, da naj vsi, torej za vse nas možno je tudi v našem virtualnem okolju lahko ustvarimo tako okolje, ki nas bo vplivalo na naše misli, na hotenja, kar želimo doseči v življenju. Študent iz Kinshase, iz Konga. Ali je zaslon restrikcija? Torej pravi, ali lahko rečemo, da je zaslon restrikcija, za katero prosimo, preden zadovoljimo restrikcija, predno lahko zadovoljimo hotenje, ki ga upravlja svetloba. Torej, ta del, ki ga imenujemo zaslon, je dejansko restrikcija. Najprej moram biti siguren, da tega ne želim uporabljati za sebe, za moj ego, potem pa kako delam z zaslonom, to je drugi del problematike. John iz UK. Torej, John, ne vidim vas aktivnega na Facebooku. Ali imamo zaslon in če ne, kako pridobimo zaslon? Najprej poskušamo biti aktivni na Facebooku. To priporočam. To je dejansko vse okoli tega. Torej, nimamo zaslona in želimo pridobiti zaslon. To je verjetno vse okoli katerega se vrti. In kako ga pridobiti? Najprej postaniti aktiven na Facebooku, torej postati aktiven v okolju, narediti si pravo okolje, torej ne, če ne že ves čas, pa vsaj vaš čas, kvalitativen čas. Zaslon je
potem, ko nekdo prečka bariero, kar pomeni, da so njegove glavna hotenja, da se poveže z ostalimi deli njegove duše. In najbolj dragocena stvar, ki jo moramo doseči na tej duhovni poti, je to hrepenenje, to hotenje se povezati z drugimi deli. Miguel iz Čila sprašuje, ali intenca prinaša dobro refleksijo svetlobe, vendar o tem še nismo govorili, o tem se bomo učili v drugem semestru. To so vprašanja o intenciji, zaslonu, o tem se bomo učili več v drugem semestru. Dobro je, da imate ta vprašanja, vendar še niso zelo enostavna za odgovoriti in jih bomo še obravnavali. Rozi iz Velike Britanije, če naša življenja izkušamo preko intenc, ali so potem intence povezane z vsem, kar se dogaja nam, torej z nesrečami, z vsem. Torej, moramo videti to na korigiran način. Reči, ki se nam dogajajo v naših življenjih, niso stvorjene precizno preko naših intenc, temveč preko rešimo tega duhovnega DNA, ki je vključen v nas in ki ustvarja preko vpliva svetlobe vse primere, vse dogodke, ki se dogajajo v našem obstoju. Od misli do tega, da moja tašča pride v hišo, in mnoge druge stvari, ki se dogajajo. Intenca je moja relacija z stvarnikom preko naše povezave nad in navkljub prav vsake zadeve, vsake, ki jo rešimo, predstavlja pred mene. To je intenca. Sedaj nimamo intencij, nimamo masaha in tako percipiramo naše življenje v tem svetu. Ko bomo imeli najmanjšo intenco, bomo videli, prečudovito, kako vse se spremeni. Brigitta iz Nemčije, kako naj dosežem konstantno intenco, da dajem zadovoljstvo stvarniku. Spomnim se pred nekaj časa, ko so se pojavili smart telefoni, pametni telefoni, sem videl prijatelja, sedaj je v Združenih državah, prej bil v Rusiji, v Kijevu in prišel v Izrael, in to pred nekaj leti, in imel je prvi iPhone. Imel sem malo Nokio, in jaz sem imel to malo Nokio, kjer tipkaš na gumbke, in nenadoma sem videl slavo z tem posebnim telefonom, z filmom, z internetom. In nenadoma še 50 naših prijateljev so imeli iPhone. In potem cela skupnost, vsi po svetu so začeli imeti pametne telefone. In razmišljal sem takrat in preverjal na internetu in vse. In ko sem gledal samega sebe strani, da sem tak osel, videl sem se, kakor da sem povsem podrejen, podjarmljen tej želji, vendar moral sem imeti, ker so imeli tudi vsi prijatelji. Okolje je vsadilo v mene takšno željo, ki je postala za mene tako pomembna, da na koncu sem ves to neumen denar vložil v to stvar, da sem jo imel. Ali res potrebujem to, ali kdo potrebuje takšno stvar, ne. Vendar vsakdo bo nekako to vpraševal, zakaj se to potrebuje in kako je nujno. Torej, kaj sem hotel s tem reči? Torej, kako doseči
konstantno, torej na isti način lahko vplivamo drug na drugega. Tako, da bo intenca, torej iti ven iz mojega ega in se povezati z drugimi deli moje duše, je lahko za mene, kakor naj rečem, kakor nekoč, ko sem bil v ljubezni in sem mislil samo na njo, nič na drugega. In nikoli nas ne zapušča to stanje. To je tako potem silovito, da bo to postale moje misli, moja hotenja, moje vse. In tako lahko vplivamo drug na drugega s pomočjo obdajajoče svetlobe. In brez tega bi bili odplaknjeni z vsemi ostalimi željami, drugimi željami sveta. In tu priporočam Šamati 25, reči, ki prihajajo od srca, da vidite, kaj Bhakti Sulam piše v zvezi s tem. No, odlično.